Dobro jutro vsem skupaj v novi nepremičninski kavici. Sreda je, ura je 9. Tako da jaz bom pričela danes kar z žrebanjem in sicer za naše galejne maskice. Hvala vsem, ki komentirate naše nepremičninske kavice in hvala vsem, ki sodelujete. Zdaj vidim, da se že počasi nabiramo. Jaz bom kar začela z žrebanjem, pa da vidimo, kdo je srečni nagrajenec tokrat. Evo, listi so tukaj. Vesna Lukić. Vesna Lukić, srečna nagrajenka naše galejne maskice. Čestitke, Vesna. Vesna, javi se nam na zasebno sporočilo, pa nam pusti tvoj naslov, pa bomo ti našo maskico poslali. Da vidim, da se že pridno nabiramo. Super, kaj bomo danes govorili? Danes bomo v bistvu govorili o tem, na kaj moramo paziti pri nakupu same parcele. Ker nizka cena parcele lahko prinese kar nekaj pasti, na katere seveda moramo paziti, torej višja gradnja oziroma višja cena same gradnje. Teda tukaj bom se dotaknila par korakov, na katere je potrebno paziti. Zdaj, tisti vsi, ki ste v živo, jaz bom zelo vesela, če boste spodaj napisali v živo in seveda odkot se gledamo, ste z Maribora, Celja, Ljubljane, kjerkoli, teda bom vesela, če spodaj v komentar napišete v živo Maribor, v živo Koper, ali pa tisti, ki gledate mogoče v posnetku, napišite spodaj posnetek in seveda z katerega kraja ste. Tako da zelo sem vesela, da lahko seveda vam predajam neko znanje in zelo sem vesela vaših odzivov vsako sredo. In gremo zdaj kar na današnjo tematiko, torej na kaj pazimo pri nakupu same parcele. Dostikrat, ko naša sanjska hiša oziroma sanjska hiša nekih strank stoji, komaj opazijo, da je na neki nepravi lokaciji oziroma da v bistvu niso kupile prave parcele. Zakaj? Ali ni recimo dobro osvetljena sama parcela, ali imajo burne sosede in podobno. Tako da jaz bom zdaj se dotaknila mogoče prvo kar pravnega vidika in sicer preden se odločimo za nakup katerekoli parcele, rabimo lokacijsko informacijo za gradnjo. Kaj ugotovimo v lokacijski informaciji? Najprej seveda, če je sama parcela stavbno zemljišče oziroma ali je na tej parceli sploh mogoče graditi. Lahko kupite tudi stavbno zemljišče, na katerem ni mogoče graditi. Teda pazite in se ne zaletavati pri nakupu parcele, ker je parcela zelo poceni recimo. Ker tukaj se lahko skriva kar nekaj razlogov, zakaj je ta parcela zelo poceni. Torej, najprej lokacijska informacija. V lokacijski informaciji bomo tudi recimo ugotovili, recimo da notri piše, da je dovoljena gradnja za enodružinsko hišo z dvokapnico, pritličje plus mansarda. V primeru, da vi želite neko moderno zasnovo same hiše z ravno streho, tukaj te hiške ne boste morali postaviti. Teda lokacijska informacija. V lokacijskih informacijah včasih tudi najdemo, kakšno barvo same fasade lahko imamo, ali lahko imamo klet in tako naprej. Torej, lokacijska informacija številka 1. Številka 2, zelo pomembno, dostop do same parcele. Ker se seveda dostikrat pripeljemo do parcele po nekem dovozu ali pa recimo asfaltni poti, se lahko velikokrat v praksi urejamo služnosti prav za dostop. Če nimate urejenega dostopa
pravno gledano. Torej, če je občina recimo lastnica same parcele, mora biti vpisano notri neko javno dobro za to parcelo, da lahko dostopate seveda do svoje parcele. V primeru, da pa je fizična oseba lastnik, pa je potrebno urediti ustrezne služnosti, ker gradbenega dovoljenja z pravno urejenim dostopom ne boste dobili. In z dostopi bom rekla, da se kar res dostikrat ukvarjamo. Torej, dostop. Naslednja zadeva, služnosti. Velikokrat tudi najdemo v samih, ko seveda zemljiškoknjižni izpisek odpremo, najdemo, da imajo služnosti različni sosedi, služnost za hojo, služnost za mogoče, da se lahko vozi z traktorjem, torej kako se boste počutili, če bo en sosed se vsak dan skozi vašo parcelo vozil s traktorjem. Da pazite, preverite te služnostne pogodbe in se točno pozanimate, kaj točno te služnosti pomenijo. Naslednja zadeva, kar je seveda čisto logična, sama parcela mora biti prosta bremen. V primeru, da ni prosta bremen, recimo, da so kakšne hipoteke in podobno, je potrebno pridobiti ustrezne izjave, na podlagi katerih bomo dobili parcelo prosto bremen. Mogoče še točka 5, lahko bi jaz tukaj imela tudi točko 10, ampak zdaj bom res tiste najbolj bistvene izpostavila, pa je seveda, ali je samo zemljišče delno mogoče kmetijsko zemljišče. V tem primeru se vam bo postopek samega nakupa seveda podaljšal in to tudi za kakšne 2-3 mesece, ker mora najprej viseti na upravni enoti 30 dni in potem seveda preden dobimo mi odločbo pravnomočno, preteče tudi do 3 mesece. Teda tukaj bodite pazljivi in ne samo to, tukaj ne moremo biti nikoli 100%, da bo ta parcela naša. Ker imamo tukaj tudi predkupne upravičence, ki so po samem zakonu. Tudi če bo lastnik vztrajal pri tem, da želi to parcelo prodati samo vam, je ne bo moral prodati, če se bo prijavil nek predkupni upravičenec. To je lahko recimo po zakonu sosed, mejaš, mogoče drug kmet. Lahko je ta drug kmet tudi iz Kopra, vi pa kupujete v Mariboru, ampak ker ima on status kmeta, je seveda pred vami. Potem pa tudi seveda država in te zadeve, tako da pazite torej, če je kmetijsko zemljišče tudi na te zadeve in jih ne pozabite. To je na kratko, kar se tiče tega pravnega vidika. Zdaj pa se bom še jaz dotaknila, ker se seveda moram, v bistvu ne pravnega vidika pri nakupu same parcele, na katerega tudi dostikrat pozabimo in je fajn, če malo se spomnimo tudi na te stvari. In sicer prvo zadevo bi jaz tukaj izpostavila sonce, torej osvetljenost same parcele. Recimo, da ste zelo radi, imate sonce in pridete domov iz službe ob 4 in sonca ni. In je vaša parcela vedno dopoldan v soncu. Verjetno se boste v takšni hiški počutili ne samo utesnjeno, ampak tudi enostavno nesrečni in boste to hiško hitro prodajali. Tudi kar se mogoče pogovarjamo iz vidika neke energetske učinkovitosti. Torej, če boste želeli dati na streho sončno elektrarno, mora biti streha, mislim, da obrnjena na jug in te zadeve, tako da res je potrebno paziti na to osvetlitev same parcele. In tukaj bi jaz mogoče priporočala, da greste na parcelo večkrat. Dopoldan, popoldan, mogoče zgodaj zjutraj, pa zgodaj zvečer, mogoče kar 4-krat, da boste res videli, kako se sonce spušča, kako je osvetljena sama parcela. V primeru seveda, da vam je to pomembno. Zdaj, če želite živeti v senci in v temi, se ne ubadete za to točko, kar je osvetlitev. Naslednja zadeva, jaz se opravičujem, sem še vedno malo brez glasa in
prehlajena, tako da še imam vedno čaj v svoji kavi, šalčki za kavo. Tako da gremo zdaj na točko 2, prometne povezave. Lahko je vaša parcela 2 km iz centra mesta, pa se boste morali z njo oziroma vaši otroci, da grejo v šolo, peljati z 2 avtobusoma, ker enostavno ni prometnih povezav. Tako da v primeru, da vam je to res pomembno in da potrebujete prometno povezavo za otroke in tako naprej, preverite pred nakupom same parcele tudi te prometne povezave. Naslednja točka, sosedi. Sosede jaz dostikrat omenjam in se s sosedi ukvarjam. Zakaj? Zaradi tega, ker pravim, da na nepremičnini lahko res spremeniš čisto vse, sosedov pa ne moreš zamenjati. Teda pazimo tukaj na sosede in enako kot pri soncu se pač na parceli ustavimo večkrat, pridimo tudi čez vikend, ko so sosedi doma in zvečer, da bomo videli mogoče, pa dajmo jih spoznati. Mi smo Slovenci še vedno tako zatrti, Mislim, se ne upaš niti predstaviti. Predstavite se, spoznajte se z njimi, boste videli mogoče, kako živijo. Prvi vtis nam lahko kar dosti pove okrog sosedov. Ste takoj videli, kako imajo mogoče okolico urejeno. Če boste prišli čez vikend v soboto mimo, ne vem, če želite hiško v nekem mirnem naselju, ker ste bolj tak, kako naj rečem, meditation, pa to, torej rabite mir. Vaši sosedi pa so party people in bojo imeli vsaki vikend, soboto partije, se boste verjetno čez 1 leto selili. Tako da pazite tudi na same sosede, ki so seveda vaši bližnji sosedi, tako da desni, levi in pazite, torej sosedi, sosedi, sosedi. Naslednja zadeva pa še seveda 5. točka, komunalna opremljenost same parcele. Tukaj je res treba biti pazljiv, je voda na parceli, kanalizacija, elektrika in te stvari, oziroma v bližini parcele, če so, oziroma kakšna je oddaljenost od teh komunalnih, ali boste mogli to, ne vem, 5 kilometrov od soseda to vse skupaj pripeljati na vašo parcelo, bo strošek vaše gradnje verjetno povečalo za kar nekaj tisočakov evrov. Tako da pazimo tudi na to samo komunalno opremljenost. Torej, jaz sem zdaj tukaj se nekako dotaknila kar nekaj vidikov, kar se tiče pravni vidik, nepravni vidik pri nakupu same parcele. Bom vesela, če boste spodaj v komentar mogoče še pustili mogoče kakšen vaš komentar, na kaj je potrebno paziti, ker dostikrat seveda pozabimo na neke zadeve, ali pa nekdo, ko se nekam preseli, ugotovi, na kaj pa ni bil pozoren. Tako da bom vesela in bom vesela tudi, če boste mi napisali mogoče kakšne izkušnje z samo gradnjo, ker na izkušnjah se tudi, bom rekla, da nekako najbolj učimo. Tako da to se verjetno strinjamo. Jaz v bistvu priporočam, da se v fazo samega nakupa nekako vključi že samega arhitekta. On bo vam najbolj znal povedati, pridite z arhitektom kar na parcelo, pa vam bo on nekako najbolj znal povedati, ali je ta parcela prava, bo pogledal lokacijsko informacijo in te zadeve. Pa na kaj bi še mogoče bilo potrebno paziti, kar jaz zdaj tukaj nisem zajela. Mogoče, da na občini preverite neki plan pozidave. To je sploh mišljeno za tiste, ker se vedno nekako bolj usmerjamo k naravi, k sožitju narave in smo našli idealno parcelo sredi Pohorja, čisto na samem. V takem primeru dajmo še pogledati, kakšen plan pozidave ima občina tukaj. Da se vam ne bo zgodilo, da bo to čez 10 let tam stal en kup hotelov in bloki in tako naprej. Da mogoče ta plan pozidave, kar nisem prej omenila, to so res potem take specifične zadeve, kot so mogoče tudi trdnost samih tal,
kar je tudi seveda odvisno, kakšne temelje moramo postaviti in kakšna cena bo potem za postavitev teh temeljev, ampak se pravi, to so res potem take specifike, pa kar se tiče tudi potresno področje in poplavno in tako naprej. Teda, to je na kratko to, jaz sem zdržala z mojimi glasilkami. Še enkrat, vsem hvala za to, da nas spremljate. Jaz upam, da vam je bila današnja kavica poučna in koristna. Teda, če je bilo razumljivo, mi lahko tudi od spodaj napišete razumljivo, poučno. Sigurno nekdo od vaših prijateljev trenutno kupuje parcelo oziroma se ukvarja s tem, teda bom vesela, če to tudi delite naprej. Naslednji teden bo spet nepremičninska kavica, tokrat pa bom že zdaj najavila, kakšna tematika bo in sicer kako nepremičnino pripraviti na prodajo. Tako da bo zanimivo, spremljajte nas tudi naslednjo sredo ob 9. uri. Teda to je to, dajte komentirati karkoli in bom res vesela vseh vaših povratnih informacij. To je to, zdaj sem pa res poslovila. Imejte se skrajno lepo, eno fantastično sredo, imejte se radi in to je to. Čau!